Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan ni izbiral besed na račun Izraela v svojem zadnjem intervjuju za Al Jazeera. Ko so ga vprašali o morebitni vojni z judovsko državo, je Erdoğan dejal: "Ne govorimo o vojni, govorimo o miru. Če pa bo kdo napadel Turčijo zaradi vojne in ne zaradi miru, Turčija ne bo oklevala in se bo borila." Niti Izrael, niti Turčija nista pokazala nobenih znakov, da bi si želela vojne. Če pa bi se to spremenilo, ima Turčija tudi nekaj nove podpore. Sporazum iz Meke s Saudsko Arabijo in Pakistanom. Erdoğan se je dotaknil tega novega obrambnega pakta in dejal, da bo katerakoli država, ki bo tarča, če pride do napada na katerokoli od teh treh držav, lahko vse tri države branile ena drugo pred kakršnimkoli napadom. Predsednik Trump je prav tako izrekel nekaj novih pohval za mekaški sporazum in to zapisal na Truth Social. To kaže, kako se Bližnji vzhod združuje in kako bodo države končno lahko branile same sebe na bolj smiseln način. Za nadaljno razpravo se mi v studiu pridružuje dr. Haj Aytun Kohenjan Ročak, strokovnjakinja za Turčijo na centru Moše Dajan na Univerzi v Tel Avivu. Haj, hvala, da ste z mano v studiu i24 News. Poslušajte, ko gre za tem nedavne izjave Erdogana za Al Jazeera, ali obstajajo kakršnikoli znaki, da si Turčija res želi morebitne vojne z Izraelom? Ali je to zgolj Erdoganovo sporočilo njegovi lastni bazi? V redu. Ko analiziram to zadnjo izjavo, vidim dve različni plasti. Prva plast je, da je dal zelo, odgovorno izjavo, da si Turčija prizadeva za mir in da Turčija ne želi govoriti jezika vojne. Mislim, da je za Erdogana to zelo odgovorno. V redu, to je treba pohvaliti. Vendar pa druga plast njegove izjave je seveda popolnoma razumljiva za turškega predsednika, glede na turški narodni ponos. Veste, mi seveda omenili ste tudi, da je to zelo povezano z njegovo bazo in to je bil kanal Al Jazeera. To je popolnoma razumljivo, ampak moja poanta tukaj je, da ni izključil možnosti takšne vojne. Lahko bi rekel, veste, od leta 1949 sta Izrael in Turčija se medsebojno priznavata. Obe državi nikoli nista razglasili sovražnosti druga proti drugi. Mislim, da bi lahko dodal tudi te pomembne stavke, vendar se je odločil, da tega ne bo storil. Moja skrb tukaj je to sporočilo o morebitni vojni med Izraelom in Turčijo. Veste, to me resnično zgrozi. To žal zastruplja družbeni diskurz obeh držav. Ljudje v 90-ih letih si nikoli niso mogli predstavljati, da bi se takšen scenarij lahko kdaj zgodil. To, da danes s takšnimi vprašanji in s takšnimi pogovori na televiziji in izjavami, nažalost se slabšanje turško-izraelskih odnosov odvija v smer, od katere po mojem mnenju nobena stran ne bo imela koristi. Mislim, to je pot v trčenje, kjer realpolitika narekuje tako Jeruzalemu kot Ankari, da se vzdržita takšnih dejanj. To bi samo, razveselilo Irance. Ampak recimo, da se nekaj res zgodi. Kaj bi ta nova obrambna zveza dejansko spremenila? Videli smo, da so Hutiji napadli Saudsko Arabijo nekaj ur po podpisu. Niti Pakistan, niti Turčija nista storila ničesar. Kaj bi to razmerje pravzaprav pomenilo? Najprej naj poudarim, da je Turčija članica NATO že od leta 1952. Zato sem zelo skeptičen, ali bi ta sporazum iz Meke kakorkoli prispeval k takojšnji varnosti Turčije. Mislim, da bi to za Turčijo predstavljalo veliko breme. Kot ste omenili, so Hutiji preizkusili učinkovitost tega sporazuma, ali ima kakšno sankcijsko moč ali ne. Toda nekaj dni po napadu Hutijev na Saudsko Arabijo smo začeli opažati najnovejša turška transportna letala. Začeli so prevažati nekaj vojaške opreme, strelivo, in predvidevam tudi svoje strokovnjake ter vojaško osebje v Saudsko Arabijo. Obstajajo nekatera nepotrjena poročila, da bo Turčija vzpostavila nove vojaške baze. In to ne samo v bližini jemenskega območja, ampak tudi, da bodo to storili. Prav tako na severozahodu Saudske Arabije v mestu Tabuk, ki je zelo blizu jordanske meje. Torej, skratka, ko gledam na turško diplomacijo od
marca 2025. Vidim, da imajo strategijo obkrožanja Izraela s temi sunitskimi muslimanskimi državami. V Siriji so ustanovili organizacijo imenovano Sosedje Sirije. In seveda morali bi govoriti tudi o tem meškem sporazumu, da obstaja tudi velika verjetnost, da bo tudi Egipt prevzel. Vidite lahko, da se to še naprej Da, in širi. ko gledamo na to veliko sliko Bližnjega vzhoda na splošno, bomo videli, da bi Izrael iz izraelske perspektive obkrožen. Tako je to zelo pomemben izziv za izraelsko nacionalno varnost. Zagotovo so stvari, na katere moramo še naprej biti pozorni, ko gre za naraščajoče napetosti med tema dvema državama. Dr. Hayatun Kohan-Jonočak, hvala, da ste bili z nami v studiu i24 News Hvala, da z ste me najnovejšimi povabili. informacijami. Hvala.